Bolezen vpliva na vsa področja življenja, na način razmišljanja, na čustvovanje, na medosebne odnose, na poklicno življenje, konec koncev na finančno, eksistenčno situacijo. In kaj pravzaprav pomeni živeti z boleznijo? Pomeni živeti z vsemi temi spremembami, soočati se z vsemi izzivi na vseh teh področjih življenja. Spremljevalec zdravljenja so tudi številno obremenjujoče misli, obremenjujoča čustva, strah, žalost, jeza, tista spraševanja, zakaj jaz, kaj bo, kaj če, strah pred bolečinami, smrtjo, napredovanjem bolezni. In vse to poimenujemo z eno besedo duševna stiska. Duševna stiska je običajna, je pričakovana, normalna spremljevalka bolezni in zdravljenja, lahko se pa pomemben stopnjuje. Lahko tega doživljanja postane preveč, lahko traja predolgo, lahko pomembno vpliva tako na vsakdanje življenje, kot na zmožnost sodelovanja pri zdravljenju. In takrat je zelo pomemben, da posameznik spregovori o njej in da tudi poišče pomoč. Ja, prvi vir pomoči in podpore so doma, so bližnji. Dragoceno je, če posameznik zmore spregovoriti. Dragoceno je tudi strani svojcev, če zmorejo to slišati. Včasih se zelo hitro zatečemo v razne nasvete ali pa v neko pretirano, optimistično tolažbo in s tem v bistvu zapremo pot bolnikom, da sploh povejo, kako so pa kaj potrebujejo. Drugi vir pomoči so zdravstveni delavci. Osnovne informacije o prav tisti bolezni, ki jo ima vsak zase, dobi od zdravnika, medicinske sestre, ostalih zdravstvenih delavcev. Tudi neko osnovno podporo, spodbudo k zdravljenju. Pomemben vir podpore so razne nevladne organizacije. Veliko ljudi doživlja, da jih nihče ne more razumeti v tolikšni meri, kot razume nekdo, ki ima tudi izkušnjo bolezni. Tudi tukaj je treba biti pozoren na to, da ima vsak eno izkušnjo bolezni in da te izkušnje niso enake. V primeru globljih stisk je pa pomembno, da ljudje poiščejo tudi psihoterapevtsko ali pa psihiatrično pomoč. Znotraj zdravstvenega sistema izvajamo psihoterapevtsko pomoč klinični psihologi, na Onkološkem inštitutu je to na oddelku za psihoonkologijo, recimo klinični oddelek za hematologijo ima svojo psihologinjo in tudi še po nekaterih drugih klinikah, kjer so psihologi za posamezna področja. Prav tako je možen poiskati pomoč lokalno po zdravstvenih domovih. Včasih je pa stiska tako globoka, preplavljajoča, da je dragocena tudi pomoč z zdravili. Osnovna zdravila lahko predpiše splošen zdravnik, zdravnik-onkolog, lahko poiščejo bolniki pomoč pri psihiatru. Če so strahovi zelo preplavljajoči ali pa če so ljudje tako brez volje, da recimo ne morejo niti ven iz stanovanja, se ne morejo družiti z ljudmi, takrat šele zdravila lahko omogočijo, da na druge načine poskrbi zase. Cilj pa želja večine bolnikov je, da grejo pozitivno skozi zdravljenje, da so močni v obdobju zdravljenja, da peljejo vse, kar je potrebno. Ampak ne smemo spregledati, da ob tem, ko je nekdo močan in ob tem, da je pozitiven, da to ne pomeni, da ga ni tudi strah, da to ne pomeni, da ni tudi žalosten, ampak da to pomeni, da ta občutja obvladuje in da ne obvladujejo občutja njega. In poiskati pomoč, kadar je stiska pregloboka, je znak moči. Pomoč obstaja, pomemben je, da posameznik spregovori o svojem doživljanju in da gre po moč, ker pomoč pomeni iti po moč.